Dejan, Ana in Jeger. In to jutro. In je bilo četrtkovo jutro. Ja, in ni nas odpihnilo, še vedno smo zaenkrat. Še vedno se niso zmenili. Ne. Ampak smo se pa danes, zahvaljujoč Emi, med drugim seveda, naučili, kaj pomeni Kloket. In zdaj to delamo. To ne slišite. Ja, z palcem in kazalcem tako delaš kot mlada šturklica, ki po žabici, ne, ko broža. Ja, tako. To je to, v bistvu. In to je znak, da ste naredili nekaj res dobrega. Upam, da smo tudi mi naredili kaj dobrega danes in da smo se dobro prebudili. Ja. Zagotovo smo naredili, ker smo razdelili en kup kart za koncert skupine Mi2, ki bo v soboto v Šentilju. Ampak to je samo nekaj od tega. Bravo, jaz. Res, čestito, bi si kloket, sem si dal sam sebi. Ja, samo ne, kaj pa je obratno od kloket? Je pa faket, samo ti samo to ne uporabljamo. Tako da uživajte, če ste zamudili, to je podcast od tega jutra, drugače pa spet jutri zjutraj ob 5:30. Upam, da ste dobro spali in gremo skupaj v ta četrtek, 26. marec je danes. In tu je recimo nekaj, kar sem se jaz, to je zdaj eno dognanje znanstvenikov, še enkrat več. In tudi en izraz se je oblikoval, ampak zelo dobro sva z Egrom to spoznala že v teh letih tu na tem radiju. Namreč raziskava je pokazala, da ljudje pogosto sprejemamo bolj tvegane odločitve, ko smo lačni. Ne, Ana? Ja. Pojav so poimenovali hungry efekt. Zato, ker lakota, to zdaj kot pojem, ne kot primek, Ana, ne narobe razumeti. Z malo, ja, lakota z malo vpliva na presojo in potrpežljivost. Ja, to pa smo dobro spoznala v teh letih. Nisem fajn, ko sem lačna. Lakota vpliva na presojo in potrpežljivost. Predvsem na presojo, koliko pojem, ko imam sitting, ne, kot se reče. Jeger je mene mislil, ja, dobro. In apropo sittingi, včeraj je bila sreda, Jeger, včeraj si napovedal, da bo tvoj dan s prijateljem Ronaldom. Ja, in je bil. Smo imela zmenek. Sta imela? Ja. Pa nisi ti na neki, to malo paziš. To je bilo 10-15 dni. Ker 2 dni nazaj za potrebe debatne srede pojedo 2 čokoladna roglička. Za potrebe debatne srede. To je služba. Tako, moram povedati, da 3 mesece zdaj nisem bil na zmenku z Ronaldom. Tako da včeraj, ko se je pojavila... 3 mesece? 3 mesece. 3 mesece. Kaj sta bila skregana? Ne, nismo bila skregana, samo pač... Doma so bili malo ljubosumni. In včeraj sem šel, ker je bila priložnost, pa sem izkoristil in sem vzel moj standardni meni 2-2-2, pa krompirček, pa Coca-Cola. Ali je to možno? Je možno. On je občutek, ko si to zložiš lepo. Čutek, ko se to poješ. Kaj 2 platna ti da? Ne, za domov si vzame. Te pa 3 doma lepo, pa pred televizijo. Točno to, ker si imaš druž že mrzlo, kako to lahko ješ? Ne, ni. Ker hitro gre. Hitro gre, doma že se točno ve, kje je mizica, ko se sezuva, že da klip-klap na razen. Točno tak je, ker si jaz dovolim to pojesti v dnevni sobi, imam eno mizico odpije, si dam tako blizu, to vse pojem, ko se pa samo tako bočno predstavim. Ja, lepo. Spodnji majici ali? Ja, beli. Ja, v beli spodnji majici. Prekratki, če razumeš. Fejst elastična je, da gre zraven. Joj, fuj. Hvala za to sliko, Jeger. Želimo dobro jutro in dobrodošli na četrtek 26. marca. Pri listanju naslovov našel enega, v katerem piše 3 vrste hrane, ki pospešujejo staranje. Veste, kaj pospešuje staranje? Povej. Vsak novi ponedeljek. Ja. Res je. Amen. Dobro jutro. Dobro jutro. In spet je čas za klasično vprašanje te dni. Jeger, ja. Ali so se že zmenili? Ne.
Ja, glej, tako Daj dolgo muziko. te bom spraševal. Ne, niso se še zmenili. Sta bila pa včeraj Logar in Stevanović na prijateljski kavi, kot je Stevanović rekel, se pravi predsednik Resnice in predsednik Demokratov. Takrat je potem... Med sabo. Ja, na kavi sta bila. To je plačal, misliš? Ne vem. Je Stevanović iz Kradnja? Logar pa iz... Je tudi tam nekaj Ja, bogatec. vsak za sebe je plačal. Šasta, ker bom. Tako dolgo sta gledala, če bo v štir potegnil, pa je vsak za sebe plačal. Je čisto možno. No je pa res, da je Stevanović ponovil, da se bo odzval povabilom na pogovore med izvoljenimi strankami. Na te pogovore vabi Robert Golob. Je pa povedal, da se v njegovi vladi ne vidi, dopušča pa možnost o pogovorih, saj si ne želi politične krize. Da, Pa ni to že? kaj je politična kriza? Ja. Zaenkrat še ni. A ni? Bo pa, če se bo v- pa na poti to še tja. ni Bo dobro. pa, če se v Da prvem vemo, kaj ali to v drugem pomeni. poskusu ne bo dalo sestaviti vlade, ker pa že pride do politične krize, zato ker nimaš polno operativne vlade. Ja. Mislim, da so zmagovalci v času brez vlade Belgijci, ki so bili ne vem, par let, mislim, Ja, da celo niso ne. mogli zmeniti. Niso mogli, tako da nismo kamilice. Pa še ni krize. Okay, skratka, niso se še zmenili. Niso se. Veš, da te bom vsak dan vprašal. Ne? Vprašaj. Okay. Pa pričakujem neke odgovore. Vse sem ti jih dal. Ja, izvaj, Na kavi sta to bila. nisem. Idi tja, pa ti reši. Daj neke situacijo. pritiske, Iger. Vredo. Idi svojo frizuro tja pa z brado. Veš, kako bo koalicija v sekundi. V sekundi bo. Samo da se postrižeš. Ko so te Pa mislim, da bo tudi odločen premik v smeri izdatnega financiranja frizerskega ceha. 46 minut. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. Danes je četrtek, 26. marec, 1, 2, 3, bo tu 28. To je sobota. In v relativni bližini Maribora bo, in sicer v Šentilju, bo v soboto zvečer ob 20. en vele dogodek v športni dvorani v Šentilju. Ni je težko najti. Šentilj ni tako veliki. Je pa lep. Ja. In če slučajno se peljete in piše Grala, ste predaleč. Ni to tam za policijo, levo? Ja, ne? Novi športni dvorani. Ja. To soboto ob 20. pridejo tja eni in edini, legendarni Mi2. Kar je zanimivo, da se bodo na tem koncertu predstavili tudi posebni gostje, vokalno-instrumentalna skupina Mojca Jaz sem sam. Je pač informacija. Ampak Mi2 to soboto ob 20. v Šentilju, 11 let jih ni bilo tam, vžgali bojo na puno in sicer prepričan sem, da vse svoje največje hite, kot so... Če se spomnimo, ne? Tega ne bom v življenju pozabil, ko sta na prvi intervju prišla staro katerco, v kateri sta bila v kuferamo 2 paleti piva. Timek in Fiki takrat. Ali pa... Ko si 2 uri veno poješ, ne? To so Mi2, ne? Res je. Ali pa recimo... Pa telefone ven, pa dvigneš karkoli imaš v roki, tudi če poliješ. Mi imamo danes skozi ves dan proste vstopnice za vas, ampak samo za tiste vredne prostih vstopnic. Malo bo nekaj znanja in dobrega ušesa treba pokazati, kar pa fani Mi2 zagotovo imajo. Prvo, kar je treba poslati SMS z ključno besedo Mi2, oziroma s ključnim geslom Mi2 in svojimi podatki na 051 220 220. Tako se prijavite. In potem počakate, da vas izžrebamo in pokličemo, in potem boste, kot recimo zdaj, v tem primeru na testni igri Ana in Eger, bomo poslušali eno od večjih uspešnic Mi2 v obratnem vrstnem redu. Od zadaj naprej, ja, oziroma nazaj. Referen. Ne, pa me zanima, ali bi sta vidva vredna, da dobita proste vstopnice za Mi2 to soboto v Šentilju. Poslušajte. Vidi me za 1. maj.
Ni. Ne, zbudi me za 1. maj. Ni, Ana, ti nisi. Da še enkrat. Ti pa Še enkrat, daj še enkrat. Ne govori vmes. Ok, zadnjič. Okay, ritem štima, samo tonč čudno poje. A? Se predaš, Jeger? Jaz bi rekel štajersko nebo. Ti bi rekel štajersko nebo, Jeger. Ja. Kaj si tenor, Jeger? Jaz to je to. Sem kar fan, veš, sem kar fan. To je... Meni so tudi cool, samo nazaj mi pač še ne gre tako, kot bi mi lahko šlo. To so uhe. To je to. Sam se kar namatral. Tako da drugače karte na eventim.si za tebe, Eger, za vas pa torej v SMS-u. Mi dva in svoje podatke pošljite 051 220 220. To je prvi korak proti prostim stopnicam. Želimo dobro jutro. Dobro jutro. Veste, kaj so ugotovili? Kaj? Da mačke, ki vemo, pač so najbolj tečne živali v zgodovini. Ne? Ja, zdaj bi se strinjal. Svoje izkušnje, ko jo tako gledaš, pa na tebe, pa ima izraz na obrazu, se opravičujem, rekel, spizdi. Ali pa crkvi. Goni se. Večji del, ja. Da mačke prepoznajo svoje ime, vendar se pogosto odločijo, da se nanj ne bodo odzvale. Ja. In zdaj vprašanje, Jeger. Ja. Smo kar nekaj takih mud srečali v življenju. So zatulili volkovi. Dobro jutro. Dobro jutro. Želimo dobro jutro. Dobro jutro. Kaj te to, tebi tudi sneži po grlu? Ja, malo. Dobro jutro. Ne, meni bolj piha. Ja. Ampak dobro. Dileme, študentke Eme, tudi danes zjutraj. Dobro jutro, Ema. Dobro jutro. Stopimo bliže generaciji Z. Ema, daj nam ti razloži ta nov trend, ki je ne samo na družbenih omrežjih, ampak tudi drugače, tako se obnašate. Lani je bil 6-7, Ja. letos je pa kloki. Ja, o moj bog. Kaj je to, da vsi prijemate? Poznamo. Ja. Kaj je to? Kako bi to zdaj opisali? Je tako mini ploskanje z palcem in kazalcem. Ja, Ne? tako. Res. Kaj zdaj to pomeni? Zdaj razloži, To je tako, da imaš dva prsta lepljiva. razloži nam kaj moramo mi čutiti, ko kdo iz generacije Z naredi tak, da nas ne zgrabi panika, da ste tik pred božjastnim napadom ali kaj, da se vam je totalno zmešalo. Ja, to po navadi pomeni, da je nekaj full cool. Tako ikonično, tako sesi, veš tisto. Kako okej. dobro. Sesi, Veš tisto mu nazaj. Zdaj pa moram to delati. Ja. Ampak samo, jaz sem se s tem že srečal. Ene 14 dni nazaj na vajah od Pleh bande, tudi ena predstavnica generacije Z, nekaj smo se pogovarjali, pa ja, ampak to je ful. Kaj delaš? Daj nehaj, no. taki Niti nisem vibe je. vprašal, da kaj to pomeni. ampak Zakaj? Prav tako. Skratka, to pomeni, da je nekaj vredno, kul, dobra hrana, nekaj- recimo. Pa, Ne hrana, ne. kaj hrano, ne. Bolj ono, tako da si kul, nekaj Ja, da dobra pač nekaj situacija, poveš, pa je samo pozitivna. tako, Omogalej. Omoga, gledaj, Jeger ne drži sape, da ima to kdaj midva videla. Jaz moram iti nazaj na svoj planet. Ne, ampak kul, tako da veste, to je v bistvu ena od večjih pohval ta trenutek, ki jih lahko res je, dobiš. ja. To si lahko samo tako, wow, hvala. Oho, klokali so mi, gledaj, Ja, tako sem ja. bil dober. Včasih je bilo ono, to te, ne. Stari Zdaj ljudje pa- ploskamo, ja? Zakaj pa zdaj zdaj samo za pa dva prste? Klokit. Ja. Ampak ni tako cik dela to. Ne. Ja, ful je sik. Jaz sem overwhelmed, sick. Jaz s vama obema, gledaj. Ja, Eger, jaz se Pa meni, opravičujem. da še meni Jaz se te. opravičujem, jaz Nič sem ne sick, čutimo, prosti. Ti si pa cringe, ko to delaš. Je malo, ja. Je malo Kaj? cringe, ne, je. Ale, Eger, ne. cringe. Torej, včeraj se je Frastin Medvar Anja, vsak dan med 12 in 4 popovdne na Totem radiju, se je zgodil en moment oziroma koncept, ki je vama, draga Ana, spoštovani Jeger, kar blizu, ne, ko si pač nekdo sam jamo skoplje.
Vama je blizu, ne? Ja, to je pač Tokrat je pa klasični to bila, torek, mislim, recimo. da premierno Anja. Slušajte. 2:03, Anja, Marko in Tomaž, kaj je Anja? Kaj se ti je Nič voda pripeljalo? ni šla. Kaj? Voda ti je šla? Jo, kriče hitro. Kaj je te htela povedati s tem? Verjetno je kaj je pila, pa Ja, točno to je. in se je mogoče polila in sta jo napadla in je narobe rekla, ne? Voda mi Ker je. je pač to gre, veš, inkontinenca je resen problem. Pa daj nehaj. Želimo dobro jutro. Dobro jutro. Ne vem, če ste zasledili to novico, ampak v Cernu so prvič prevažali antimaterijo. Kaj? Ja, in to mislim, da z takim Ivekotovim poltovrnjakom. Na katerem je še ekstra gor pisal. Materija v gibanju. Samo malo. Ja, Jaz sem gledal Mene film je kar zmrazilo. Angel in demoni. si gledal. Ja. Ja, in tudi. tam, ko je zmanjkalo baterije, je šlo, veš kam. Ja, res je. Ja, v luft. Zakaj? Zato, ker vemo, ne, antimaterija se v teoriji, Ja. ker vemo, ne, imamo materijo, imamo antimaterijo in Ja. s to antimaterijo se veliko obadajo in tega ne bi bilo dosti v vesolju in ta. Ampak antimaterija se ob stiku s katerokoli materijo takoj Jezno postane. anihilira, ne? Zelo sprosti ogromno energije. Recimo samo gram antimaterije je teoretični ekvivalent hirošimske bombe. Wow. Gram. Gram. In pol jaz preberem, kaj oni so to vozili, kaj smo to in kaj vse bi se lahko zgodilo. Recimo, če bi ta magnetna past, v kateri je noter odpovedala, kot sta vidva strokovno ugotovila, v filmu Angeli in demoni, bum, ležeči policaj, malo rukne, strese magnetno past, bum. Prometna nesreča, ker je oni v telefon gledal ali pa karkoli, fizična škoda na magnetni pasti, bum, takojšnja apokalipsa. Izpad elektrike, ko sta se vidva strokovno naučila v filmu Angeli in demoni, bum, odpove hlajenje, bum, ne? Voznik se izgubi, bum, samo druge. Joj, daj nehaj, pa to sploh ni smešno. Okay. Ampak Znotraj Cerna so preden vozili, nekaj, ne. pa se vseeno, ampak tudi kjerkoli. No, bila je kratka relacija, ali ne? Je pa ni problem v relaciji. Naj samo povem, ena druga stvar je, do zdaj je strokovnjakom Cernu uspelo narediti 18 nanogramov antivodika. Okay. Za bombo potrebuješ vsaj kilo in do tega nam pri zdajšnjem tempu manjka nekje 100 milijard let. Okay. To bi mi toliko antimaterije bili sposobni narediti. Vozili so samo te protone. Aha, okay. In če to so bili vum prešteti, razlog pa je bil zato, da bi jih lahko enkrat mogoče pripeljali v neki bolj natančen laboratorij. Čakaj, pa če bi to včeraj šlo, bi tudi bilo bum. Ne bi bilo Ne bi nič bilo bum, taki. premalo Mali je bilo. bum. Niti ni bilo zares Ni za antimaterije, B, okej. samo protoni so bili. Dobro, te pa naj pa vozijo. jo. Te pa ne vozijo, ne, te pa Vozite. sploh naglej, rukni, kaj Pridite na te, Ljubljansko brez tu, pa veze. gor dol. Dobro jutro. Dobro jutro. Okay, kako nas žulijo te karte za midva v soboto v Šentilju ob 20. Imamo. In jih imamo res ogromno. In čas, da damo prvi par ven. Sveda najprej, če želite, da vas obdarimo, ali pa če želite čudovit sobotni rockerski večer v Šentilju, potem pošljete midva in svoje podatke v SMS-u na 051 220 220 in potem počakate, da vas izžrebamo in pokličemo, kot je Ana recimo kot prvega izžrebala Davida. Pa da vidimo, če se David javi. Prosim. Dobro jutro, David, Dejana na Jeger, to ti radio tukaj. Pozdravo. Ja, dobro jutro. Jutro, jutro. Zdravo. Mi dva to soboto ob 20. v Šentilju. Ja, Lepo, ne? ja, to bi bilo fino, ja. Ja, absolutno. Si fan skupine Mi dva, domnevam? Ja, veš, da je v Rogaško sem šolo hodil, tako da okej. z njimi, ne. A moja Ja, mama tako je da- bila tudi sošolka enega izmed članov, tako da Celo? zanimivo. Katerega? Se ne vem točno, kako mu je ime, Naj ostane. ampak kitarist je bil, no.
Srajca. Srajca. Ja. Aha, okay. Ja, no, te si praktično družinski član. Ja, kak te nisi kar dobil. Ampak zato pa imaš nas tu na tem radiju, da skupaj popravimo to napako. Bom rekel tako, David, več kot očitno si vreden teh prostih vstopnic, samo vseeno imamo eno igro, ki smo rekli karte za prave fene, ki poznajo njihovo muziko. Enega od njihovih največjih smo posneli v obratnem vrstnem redu. David, pa me zanima, če ga boš prepoznal. Ok? Poslušajva. Kako pa te? David, tako bom rekel, ima nadaleč ta hit, ker vem, da je težko. Boš probal vseeno, ne bomo te vrgli ven, tudi če boš rekel narobe. Imaš eno pomoč v dobrem. Pojdi z menoj v toplice. David, ti si rekel. In to je absolutno pravilno odgovor. Super. Čestitke, 2 vstopnici za sobotni koncert Midva ob 20. športni dvorani v Šentilju sta tvoji. Uživaj! Odlično, hvala lepa, važi. Pa pozdravi lepo mamo. Bom. Tako, Tine v tem tednu manjka, ampak kot smo rekli, to ni razlog, da bi njegove poslušalke in poslušalci ostali brez njegovih čudovitih zgodb in zanimivosti, ki jih trosi vsako jutro. Kaj bizarne ti pošilja ta teden? Ja, ne vem, današnja morda niti ni tak, za danes je poslal eno, da se bomo lažje orientirali v času in prostoru. Kje smo ta trenutek? Danes vemo, je 26. marec 2026. Je tako? Da, drži. Je tako. Vemo, kdo je Kleopatra. Vemo. Živela dolgo nazaj, rodila se je leta 69 pred našim štetjem. Ja. In kljub temu, da je bila veliko starejša, denimo od samega Kristusa, ko se je rodila, je vseeno se rodila na točki ali pa živela v točki, ki je bila bližje 26. marcu 2026, kot pa, ko so v njenem Egiptu gradili piramide. Wow. Ja. Čakaj samo malo, zdaj da dojamem. Daj mi prosim par sekund. Torej, kako je to možno? med njo in piramidami je približno 2500 let, Ja. med njo in nami pa 2100. Tako da še imaš 400 let fora. Čez 350 let, ko bo nekdo delal zjutraj na radiju, bo rekel Kleopatra. Ja, seveda. Pa bo še vedno bliže nam. Tukaj, takrat ni več antični Egipt haral, ampak so bliže Rimljani tisti. Poslušaj ti. Ker je bila ljubica od Julija Političar, Cezarja. še zgodovinar. Ja. Ne, v bistvu je bila od Marka Antonija. Ne, od Julija Cezarja. Tudi, Jaz- ni bila od Marka. Kaj slem je bila od Julija? Ne, Čaki, saj razišči malo. Že smo gledali filme. Gledali smo filme. Ali je bila pa najprej od Julija, pol pa je prišel Mark pa... Ti. Le kak išče. Istega leta je v Egipt prispel Gaj Julij Cezar in deloval kot posrednik v sporu med Kleopatro Pa je bil. in Ptolemejem, postal je Kleopatrin ljubimec. Okay, kaj pa potem Mark Antoni ali kaj? Čakaj, to bom zdaj spet dalje. Aj, dobro, ja, nimamo Pa če tega časa. ti imaš, Nič ti bo ne vse veš. napisal takoj. Nič To še ne te veš. googla. Ne morem verjeti. Kak jaz nič ne vem. Ja, želimo dobro jutro. Jutro. Naša študentka Ema je tu, vsi smo tu. In moram reči, da zaenkrat sem kar zadovoljen. Včeraj moram reči, da so me kar malo prestrašili z vsemi temi napovedmi. Res, da bo fejs pihalo, danes se te napovedi nekoliko umirjajo, vse v našem Tako, koncu. na srečo. Tako da na srečo, ja, upajmo, da ne bo res ne tako hudo, kot so s temi rdečimi alarmi, pa za vsem, ampak seveda pomembno je, da smo pripravljeni in da pazimo v prvi meri nase, ne, in na ljudi okoli nas, to je najpomembnejše. Vse ne vem, kaj boljše, biti po nepotrebnem paničen, pa pol pomirjen, ali biti indolenten, pa pol živčen. Boljše biti brez veze paničen. Je, ne. Sicer trpijo vsi okoli tebe, ampak Ja, krajši čas. je neka logika tu zadaj, ne? Je neka logika. 5 čez 8, dobro jutro. Dobro jutro.
dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. V soboto, torej v Šentilj, pridejo mi dva ob 20. v športni dvorani, kot smo rekli, ni je težko najti. Samo pač. Za policijo greste levo. Tako. Pa Ja, tam, ko če je pa je fuzbal tak. plac, pa vse je tam. Ja. Ne? Tako. Se pravi, tam, ko se mimo Jukatana, dovolj orientirjev, po mojem, bomo našli. Seveda. Mi dva se v Šentilj vračajo po 11 letih in to je vedno doživetje, vedno kamorkoli mi dva pridejo. Mi imamo proste vstopnice, pošljete mi dva in svoje podatke v SMS-u na 051 220 220 in počakate, da vas izžrebamo in pokličemo, kot smo tokrat izžrebali Kajo in jo pokličemo, če se bo javila, seveda. Prosim. Dobro jutro, Kaja, da je Nana Jeger, to ti radio tukaj. Zdravo. Dobro jutro. Dobro jutro. Kaja, ki smo te zmotili? V službi ravno sem vas poslušala. Upam, da imate karte za midva za mene. Rešeno. Kraljica. Skoraj rešeno. Ja. Kaja, mi dva so ti blizu, praviš? Zelo. Zelo. Si bila večkrat na koncertu. Mi pa se s verjetno, kolegico pogovarjali, da moramo karte kupiti za Šentilj. Evo, vidiš, zdaj pa v teoriji smo že zelo blizu temu, da namesto da tako. kupita karte, ker bomo mi častili, si privoščita sami dve kaj lepega, ne? Ja, ok. Ja, No, se veš, kako pač ne večerjo moreš pred tako. Ja, pred koncertom, ali po recimo. koncertu, Ali pa seveda. po. Mislim, Normalno. Ja, to pa normalno. grdo je, če greš lačna, razen dobre muzike, na dober koncert. Tako. Evo, to so te resnice. Okay. Kaj je zdaj pa zelo preprosto? Mi imamo en velik hit skupine Mi dva posnet v kontrasmeri. Pa me zanima, če ga boš prepoznala. To je tvoja naloga. Naj samo povem, če ti slučajno ne rata iz prve, imaš eno pomoč v dobrem. Dobro? Ok. Ok, te pa poslušajmo. Ja. Ja? Kaj misliš, Kaja? Kaja, Ja. pomoč je tukaj. In sicer to isto tematiko je desetletja pred Mi dva v enem svojih hitov uporabil Lojze Slak, ko je napisal Čebelarja. Sladka komet. Ja, bravo! Sladka komet! Tako smo se pohvalila. Ej! Evo, vidiš, Kaja, pa ni bilo tako težko spet, ne? Ni bilo. Okay. Dve karti sta tvoji s prijateljico. Uživajta v soboto v Šentilju v športni dvorani ob 20. na velikem koncertu skupine Mi dva časti, to ti radio. Super, najlepša hvala. Dejan, Ana in Jeger in to jutro.